In zdaj osupljive številke, vse povezane s porastom antisemitskih napadov po vsem svetu. Novo poročilo je pokazalo, da je val smrtonosnih napadov v več državah v preteklem letu povzročil, da je leto 2025 postalo najbolj smrtonosno leto za antisemitsko nasilje nad judovsko diasporo v zadnjih desetletjih. Pravzaprav od bombnega napada na Amija v Argentini leta 1994. Novo poročilo J7 kaže, da je v preteklem letu 20 ljudi je bilo ubitih v antisemitskih napadih v Sydneyju. To je bilo na Bondi Beachu, v manchesterski sinagogi Heaton Park, v judovskem muzeju v Washingtonu in Boulder Jew, Colorado. Delovna skupina J7 za velike skupnosti je danes objavila svoje drugo letno poročilo o antisemitizmu, v katerem je dokumentirala več kot 23,000 antisemitskih incidentov v državah J7 v letu 2025. Neverjetna statistika. Pozdravljamo Marino Rosenberg, višjo podpredsednico za mednarodne zadeve pri Ligi proti obrekovanju in nekdanjo izraelsko veleposlanico v Čilu, ki se nam zdaj pridružuje iz Washingtona. Najlepša hvala za vaš čas. Te številke so osupljive. Poročilo J7 spremlja te antisemitske incidente in trende v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in ZDA. Zdaj to predstavlja več kot 90% judovske diaspore. Kaj menite o teh pretresljivih številkah? Najprej najlepša hvala, da ste me povabili in da ste izpostavili to pomembno poročilo. To je drugo leto, ko delovna skupina J7 pripravlja skupno poročilo o globalnem antisemitizmu. In veste, omenili ste vse te številke in pomembne statistike, vendar se za vsako številko skriva ime, družina, zgodba žrtve, ki je bila žrtev antisemitskega napada ali nadlegovanja. In teh imen se moramo tudi spomniti, če sta to Sara in Jaron, ki sta bila lani umorjena tukaj v Washingtonu DC, ali 10-letna Matilda, ki je bila ena od 15 žrtev napada na plaži Bondi v Sydneyju v Avstraliji. In kar vidimo v poročilu je, da je ta porast, ki ga opažamo, 136% porast antisemitskih incidentov v državah G7 v primerjavi z letom 2022. To ni več zgolj porast po 7. oktobru. To je nova realnost, to je nova normalnost, s katero se judovske skupnosti po vsem svetu vsakodnevno soočajo. In Marina, glede na to, kar praviš, kakšen je tvoj občutek, kako vlade dajejo prednost boju proti antisemitizmu, tej grozni novi normalnosti, kot si rekla, kateri preventivni ukrepi so vzpostavljeni? Ja, to je odlično vprašanje. In naš skupni poziv k ukrepanju v poročilu J7 je, da vlade in organi pregona sprejmejo preventivne ukrepe in ne le odzivajo po terorističnem antisemitskem napadu. In tega ne vidimo dovolj. Nekatere vlade očitno naredijo več kot druge. Tukaj v ZDA. Trumpova administracija, pa tudi prejšnja administracija, sta sprejeli veliko ukrepov za boj proti antisemitizmu. Tudi v Nemčiji je vlada, so oblasti po 7. oktobru sprejele veliko ukrepov za soočanje z naraščajočim antisemitizmom tam. A očitno to ni dovolj, kar kažejo tudi številke. Kar jih prosimo je, da naredijo več pri zapiranju vseh pravnih vrzeli, ki jih je treba zapreti, in posodobijo pravne okvire, da bodo javne politike prilagojene trenutnim razmeram te globalne krize antisemitizma, o kateri govorimo. In tudi, da povečajo pritisk na podjetja družbenih omrežij, tehnološka podjetja, vključno s podjetji za umetno inteligenco. Da izboljšajo moderiranje sovražnega govora in okrepijo tudi sodelovanje s civilno družbo. In predvsem, ko govorimo o preprečevanju, je to tudi izobraževanje. Izobraževanje v šolah, na univerzah in na delovnih mestih. In da voditelji prevzamejo vodilno vlogo in dajo zgled pri izrekanju ničelne tolerance do antisemitizma v moji državi. O tem ni nobenega dvoma in kot že namigujete, je veliko zaskrbljenosti zaradi sovraštva, ki se širi na družbenih omrežjih. Zelo na kratko, kateri ukrepi se lahko sprejmejo za omejevanje sovraštva v kibernetskem prostoru, vsaj trenutno, na kratko? Prav, torej, veste, pri ADL dajemo velik poudarek na platforme družbenih medijev. Sodelujemo z njimi in jih tudi pritiskamo, da bolje izvajajo obstoječe politike ter jih okrepijo,
skupaj z moderiranjem vsebin. Prav tako prikazujemo, kako je mogoče umetno inteligenco na primer uporabiti na pozitiven način za izobraževanje ljudi o antisemitizmu in tudi o spominu na holokavst. Vendar je treba narediti še več. Saj radikalizirane skupine in posamezniki uporabljajo umetno inteligenco za širjenje sovraštva, ne le antisemitizma, ampak tudi sovraštva do drugih skupin. Antisemitizem je resnično grožnja našim demokracijam in ne le judovskemu življenju. Marina Rosenberg v živo iz Washingtona, najlepša hvala, zagotovo vas čaka veliko dela. Cenim vaš čas. Hvala. Najlepša hvala.